zraven tega smo v teh letih, ker je dobro to, ker se boriš proti, to sploh ni starost, lahko jaz povem, ker sva z Lado tam, tako rekoč, tam skupaj v najlepših letih, ampak dejansko ljudje so v teh časih tudi postanejo aktivni in je veliko poškodb. Danes je ogromno športnih poškodb. Včasih smo operirali letno v naši bolnici 30 meniskov in ko si bil enkrat operiran, si nisi želel nikoli več, ker je trajala rehabilitacija, mesec nisi ležal v bolnici. Danes je to tako, kot bi imel plombo. Torej, danes je lahko ortopedija pomaga pri temu, da povrne kvaliteto življenja, to je gibanje. In če vemo, da je pri seksu ob strasti, ljubezni, dobro tudi, da si gibčen in okreten, potem lahko pomaga. Mi se bomo v seksu še vrnili, ampak takoj, ko smo gomenili, je rekla dr. Purgova, da je že dobila eno idejo in da ne bo šla, da je skar povedala, predala mikrofon in rekla, stopajte. Zdaj, ko sem vas poslušala, dr. Pišot, sem mislila, da bi bila res ena dobra ideja za vas tukaj v Rogaški, da vsak petek organizirate predavanja. To, kar smo zdaj recimo poslušali, na različne teme o tem, kako biti čim dlje zdrav, in potem boste dobili veliko gostov, bomo prišli predavanje poslušati in potem bomo pa ostali še čez vikend tukaj. Bravo, čisto tržno, usmerjeno. Ampak hvala lepo za idejo. Jaz sem pričana, da boste premislili v njej, ampak vrnimo se na seksu. Ja, me je že dr. Franjo, vi boste zihar kaj dodali? Jaz bi mogoče začel z eno zgodbo, ki je resnična. In sicer pred leti mi je prišla v ordinacijo ena šarmantna mlada farmacevtska predstavnica in takrat je še bila samska neporočena in mi je razlagala, kako se pogovarjala, je bila na nekem žuru in so punce na stranišču debatirale, kako so imeli dober seks. In je ona rekla, Madonca, kaj pa je pravzaprav dober seks? Tisto, kar je za njih dober seks, mogoče meni sploh ne bi bil dober. In če gremo o seksu po 40. letu debatirati, jaz bi rekel, da je seks po 40. letu definitivno boljši, kot pa pred 40. letom, zato ker imamo eno kilometrino, ker imamo neke izkušnje in če smo v dobri fizični kondiciji, lahko partnerici oziroma partnerju ponudimo in pružimo bistveno več. In mislim pa, da je to seveda partnerski odnos, ki je izjemno pomemben. In on je tisti, ki določa, ali je seks dober, ne pa leta. To se pravi, danes vemo, da tudi starejši in starejše imajo zelo dobre spolne odnose, je pa res, da je to, kar je dober seks, kvaliteta, o tom je seveda izjemno težko debatirati, ker ima vsak svoje kriterije. Gospod Novina? Ja, zdaj najprej močko. Rekla, zdaj bo pa te vprašala. Neč ne bo drugo, kar enako bo. A seks po 40 tam? Ja, jaz lahko povem svojih izkušenj, jaz sem zelo blizu gospodu Leskovarjev. Jaz imam 9 mesecev staro punčko, pa sem 48 let star. Pomeni, da smo tudi seksali, ne? Sem že tega ne prišlo. Je pa zdaj, to je tako direktno vprašanje, ne? Ker ortoped se je zgovarjal na kostline, dr. Franič na zgodbe, jaz pa ne vem, kje bi začel, ne? Tako da, poskušal sem povedati v enem stavku, pa ne gre, ne? Zdaj pričakujte vsi, da bom ne vem, kaj povedal, ampak no, dr. Franič, bomo medva začela kot pacijenta, ne, pa bomo potem nadaljevala. Dejstvo pa je, da jaz mislim, da iz izkušenj kot, da rečem, v turizmu, ne, vam lahko povem, da obiskovalci Rogaške prihajajo tako malo, razlika v letih je precejšnja včasih. Ne. Tisti, ki ste bili v Rogaški, ste opazili, da je razlika več kot 40 let včasih med parov. Vemo tudi, da potem nekateri pričakujejo od zdravnikov neko pomoč, ki bo stimulirala, da bo prišel do seksa. Tako da na takih krajih, kot je Rogaška, se stvari
po moje bolj intenzivno dogajajo, kot doma, ne, ker si utrujen. Dr. Purgova je rekla, po 20 urah vidim posla, ni govorilo o seksu, ne. Ne vem, gospa Bernarda Jeklin, če bo o tem, ki je povedala, ampak po moje je drugačen, ne. Predvsem je drugačen in potem, ker je drugačen, govorimo o iskanju kvalitete v tej drugačnosti, ne. Okay. A lahko jaz to vprašam nekaj, sem izvana, ne bom pripovedala, ampak bom vprašala. Čemu to zelo zanimivo spraševanje in premišljanje o seksu, a načrtujete kakšne dodatne dejavnosti mogoče? Bom jaz. Ena zgodba, ki smo jo začela z dr. Franičem, ki pa je resnična, ne, on bo potrdil, je bila zgodba, ki je bila moja fiksna ideja in me je potem v tej ideji 5krat popravil in smo prišli do menopozalnega, andropozalnega centra za ljudi po 40. Je bila, da bi v Rogaško pripeljali ljudi na umetno oploditev, IVF. In ta fiksna ideja, sem rekel, potem sem pa popustil, pa sem rekel, dr. Franič, pa začnimo mi dva. Za tistimi po 40. pa bomo prišla do tistih okrog 30. Ne. Tako da načrtujemo v tej vrsti, ni pomagali, zdaj, koliko drugače rabijo, pa ne vem. Moje vprašanje je izhajalo iz tega, ko smo se z dr. Franičem pogovarjala in mi našteval težave. In potem tako zelo strokovno mi je razložil te težave. Na koncu nisem nič razumela. Sem nekaj, vi meni preprosto povedali, kaj to pomeni. Glejte, padali bi to pač, a veste, nisem problem, koliko dolgo moški sekse včasih stopa, ampak pol tudi ne vem, koliko dolgo stavi. Ne vem, po kmečko razložil težave. In ko sem jaz rekla, ko bom imel okroglo mizo, bi se jaz rada pogovarjala, da bomo tudi tisti, ki nismo doktori in zdravniki, razumeli, kje so težave in kako se jo rešiti. In iz tega sem želela malo presekati tabuje, ker so v resnici to teme, ki ne radi govorimo. In ampak gospa Jeklina, jaz sem prepričana, da boste pa videli na to, kakšen je seks po 40. pa še ena tako vašo misel da. Jaz govorim o vsem na tem svetu, ampak o mojem seksu pa ne. Hvala. Izvolite. Jaz mislim, da je seks po 40. nežnejši. Jaz sem začela tudi zgodbo. To, kar je Danica prej rekla, absolutno, če si tako utrujen, potem vidiš pojstva, ne. Bolj je nežen. Gospa Volnar, zdaj bom pa vas mogla prositi za zaključno misel. Kakšno se pa vam zdi seks oziroma spolno življenje po 40. letu? Lahko pa tudi zgodbe izhajamo. Najbrž lahko, ampak ne vidim, jaz malo tle v stiski, ampak ne zaradi seksa, ampak zaradi tega, ker me nik 40 jaz pri sebi osebno ne čutim v nobenem smislu, ne? In zdaj čutim prav eno težo, da se ne mora nekaj po 40. temeljnega zgoditi. Jaz mislim, da je ta pritisk notiran, on je nepotreben. Žal, ne vidim nobene razlike. Ne v seksu, nažalost tudi ne v zdravju, tako da bi rada pri tem ustavila. Super, hvala lepa, se nismo želeli prav poudariti, ampak nekako, ko sem se pogovarjala z zdravniki, je ravno to nekje meja, ko se začnejo lahko pojavljati težave, ni pa rečeno, ne? Tako da je pa seveda naša želja, da čim dlje ostanete zdravi. Nekaj vidim, da ste se zelo poglobila, torej, če smem zaključiti. Zdravniki seksa bo približal tako, kot vsi drugi. Še kakšna misel? Pa bi pa jaz predlagala, da pri tej temi, da pustim še vam za poznaj obravnavo zaključimo. Hvala lepa vsem gostom, ki so nam danes delali družbo, vas in nas nasmejali, gospod Zvone Novina, gospa Simona Toplar, gospod Lado Leskovar, dr. Danica Purg, gospa Sabina Kogolnar, dr. Damir Franič, gospa Bernarda Jeklin in dr. Vinčeslav Pišlot. Hvala lepa še enkrat.